Pozdravljeni, spoštovani predsednik Marjan Šarec, ministrica in ministri, poslanke in poslanci, zbor članic in članov, dragi gostje, dragi sokandidatke in sokandidati in vsi ostali prisotni. Hudo napako delaš, a ni za v politiko še malo prezgodaj. Verjamem, da te besede ne zvenijo znano samo meni in predsedniku Marjanu Šarcu. Mnogi v tej dvorani ste se soočali z njimi in se morda tudi še vedno soočate. Zato sem tako začela. Ne zato, da bi govorila spet o razlogih za svojo kandidaturo in tudi glede svojega prehoda iz novinarstva v politiko se ne bom več opravičevala. O tem je bilo povedanega dovolj. Danes smo tukaj zato, ker smo obrnjeni v prihodnost, ker gremo samo še naprej. Ker je čas, ker to želim, ker mi ni vseeno in ker ni napaka. Napaka je izpostavljati to, da nimamo izkušenj. Kar ste začeli doma, moramo nadaljevati v Evropi. Unija potrebuje novo zgodbo, tudi zaradi izkušenj politikov z preteklega časa. Sistem je dober, vodenje pač ni. Vem, da se o moji neizkušenosti govori z namenom, da postane resnica v očeh javnosti, to da imam izkušnje. Ne vem pa vsega in tudi pretvarjati se ne nameravam, da sem vsevedna. Pravzaprav verjamem, da sta občutek vsevednosti in samozadostnost zaradi vele izkušenj nevarni lastnosti. Vsevednež se ni pripravljen naučiti nič novega. Samozadostnost pa ne omogoča odprtega duha. Moji starši me niso razvajali, ker za to ni bilo pogojev. V težki ekonomski situaciji sta poiskala priložnost v novem okolju, negotova in brez občutka varnosti. Vem, da jima je v tem novem svetu moje rojstvo pomenilo veliko veselje in nas je utrdilo v družino, ki je lahko pognala korenine na Jesenicah. Nikoli ne bi zamenjala otroštva. V večstanovanjski hiši smo bili sosedje. Bili smo človek človeku, ki popazi na stanovanje tistega, ki je z doma. Nikoli ne bom izgubila vere v to, da je sobivanje kljub razlikam mogoče. To je izkušnja, ki je mnogi nimajo ali pa je nočejo imeti. Začetek študija je mnogim polet v svobodo. To obdobje je pri meni zaznamovano za izkušnjo bolezni v družini. Ta izkušnja mi je dala veliko, ker sem spoznala, da je lastne ambicije včasih dobro prestaviti za kakšno leto oziroma vredno prestaviti za kakšno leto, zato da si lahko v pomoč najdražjim. A ta ista izkušnja mi je žal še več vzela. Z očetom sva ravno, ko sem dopolnila 20 let, ostala sama. Študij mi je dal teoretično znanje, poznavanje domačega in mednarodnega političnega sistema, novinarstvo pa me je postavilo v realnost. 8 let sem kot novinarka spoznavala in preverjala ustroj domačega političnega sistema od blizu. Poročala pa sem tudi o zunanje političnih temah, o evropskih temah, o migracijah, o arbitraži, o protestih po Evropi. In teme, o katerih poročaš, moraš poznati. Verjamem v poslanstvo poklica, ki sem ga opravljala. Zanimalo me je predvsem, kako dogajanje v družbi vpliva na življenje ljudi. In ljudem znam prisluhniti. Nimam še izkušenj političarke, imam pa izkušnje s terena. In vem, kaj ljudje od politike pričakujejo. Ta pričakovanja bodo moje vodilo. Če bom izvoljena za evropsko poslanko, se zavezujem, da ne bom zgolj sedela v pisarni. Kdorkoli pa bo potrkal z novimi idejami, pobudami, težavami, rešitvami, moja vrata bodo vedno odprta. Ampak želim, da bodo slovenske državljanke in državljani predvsem vedeli, da imajo predstavnico v Evropskem parlamentu, ki je lahko njihov
glas. 70% evropskih predpisov namreč tako ali drugače vpliva na slovenske predpise, ampak o določenih spremembah ali direktivah se na veliko govori šele tik pred glasovanjem. In Unija ne more postati bolj odzivna, če ne bodo bolj odzivni njeni prebivalci. In zato so soodgovorni tudi evropski poslanci. Tudi most zaupanja se mora v tem primeru začeti graditi z vrha. Da znamo vedno javno razgrniti in povedati, kako se porablja recimo mesečni dodatek k plači, mora biti samoumevno. Seveda nas zanima, kako se bo v prihodnosti delil evropski denar, čaka nas sprejemanje finančne perspektive 2021-2027. Želimo in moramo soodločati. Naši župani in lokalni politiki zelo dobro vedo, kako pomembna so evropska sredstva za razvoj naše dežele in zelo dobro vedo tudi, koliko birokratskih zank je včasih treba razvozlati, da lahko za sredstva sploh kandidirajo. Zato je tu nujna pomoč, neposredno lokalnim skupnostim pri obveščanju, pojasnjevanju in vzpostavljanju povezav s kompetentnimi strokovnjaki. Ne bo se mi težko zapeljati v katerikoli kraj v Sloveniji. Kakovost življenja se namreč meri v tem, kako kakovostno živi tudi tisti na koncu vasi. Dobri projekti, šole, ceste, ohranjanje naravnih danosti so v interesu Slovenije. Pri sprejemanju evropskega proračuna bomo glasno zahtevali svoj delež. Nismo majhni in nikogar ne prosimo za miloščino. Slovenija je v Evropski uniji in tam soodloča. Leta 2021 bo Slovenija tudi predsedovala svetu EU. Tudi to je priložnost, da v Evropi Slovenijo vidijo na mestu, ki si ga zasluži. In je priložnost, da doma spregledamo Evropo kot našo širšo domovino. Evropska unija ima ogromno prednosti, a o tem vemo premalo. In pomanjkanje informacij ne ustvarja zaupanja, ustvarja pa plodna tla za lažne novice, širjenje dvomov in vzbujanje strahu. Za skrajnosti, leve, desne, ni pomembno. V listi Marjana Šarca je politika delovanje. Upamo si spreminjati stare vzorce in tudi jih. Tudi naša lista kandidatov ponazarja, da na evropsko raven ne vstopamo zato, da bomo opazovali, kaj nam bo dodeljeno. Soustvarjali bomo spremembe, ki pa bodo mogoče samo z udeležbo na volitvah 26. maja. Skupaj s stranko in sokandidati verjamemo, če zmoremo doma, zmoremo tudi v Uniji. Ker nam je mar, v kakšni družbi bomo živeli, vzgajali svoje otroke, varnost državljanov je odgovornost vseh. Kot se vsi moramo zavedati, da so vojne nastale zaradi ideje, da je nekdo boljši, bolj upravičen, bolj pravi. Ideje, ki vedno znova najdejo svoje glasnike. A mir se je v Evropi po premnogih žrtvah zgradil na soglasju, da bomo drug drugega spoštovali in sprejeli skupna pravila. Ob tem pa nikakor ne pozabili na svojo identiteto. Verjamemo v tako Slovenijo in Evropo, ki človeku ponuja dom, kvalitetno izobrazbo, varno službo in možnost, da uresniči svoje cilje. Verjamemo, da bomo vedno občutljivi na revščino in prikrajšanost sočloveka. Da se bomo zavedali, da smo le del narave, ki nas boleče opominja, da smo s svojim načinom življenja že zdavnaj prestopili meje njenih zmožnosti. Slovenija je doma v Evropi, kjer ima svoj glas in ta šteje. Izkoristiti ga moramo za razvoj podeželja, ohranjanje narave, moderno infrastrukturo, inovacije, močno gospodarstvo in zagotoviti dostojno in človeka vredno življenje vsem. Dovolite mi, da še končam malo bolj v osebnem imenu. Veste, svojega dela v politiki niti ne vidim tako zelo drugače od mojega prejšnjega poklica. Še vedno želim služiti ljudem.
le da sem se iz vloge opazovalke in poročevalke premaknila na polje, kjer lahko aktivno pripomorem k spremembam. Verjetno mi bodo očitali, da sem naivna, ampak to lahko sprejmem. Naivnost so očitali mnogim, ki so v zgodovini človeštva premikali meje. Predsednik Marjan Šarec že premika meje, stranka jih premika. Tukaj smo zato, da premikamo meje. Imamo predsednika vlade, ki je na svoji poti prenašal podcenjevanje in pokroviteljstvo, tega smo že vajeni. Včasih zato ni nič lažje, ampak vemo, da je pot prava in vemo, da je skrajni čas. Hvala.